Ker tudi nadstandardni in s tem dragi ukrepi zaščite velikokrat ne zadoščajo, so novomeška in brežiška enota Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter govedorejsko društvo Trebnje pripravili na to temo okroglo mizo. 30 let nazaj sem bil vesel, če sem na pašniku videl srnco, pa mladička, da se je pasla, res tam kakšno žival, danes moraš imeti pa že smolo, da ne vidiš živali. Čeprav je bil odvzem divjih prašičev v zadnjih letih povečan, je bil še vedno premajhen, da bi bilo stanje na terenu vzdržno, pravijo v zbornici. Še zmeraj mi dobivamo lastniki, ko prijavljajo škodo, večinoma pošljajo tudi fotokopije teh prijav na Kmetijsko-gozdarsko zbornico in gro teh prijav je še zmeraj so to škode po divjem prašiču. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da za lov na divje prašiče omejitev praktično ni. Lovna doba je samo pri svinji, pa še to se lahko odpravi na območjih, kjer so velike škode. Divje prašiče je že tako ali tako dovoljeno loviti po noči, zdaj ga je pa dovoljeno loviti tudi z uporabo nočne optike. Zadnja leta lovske družine tudi spodbujajo k odstrelu divjih prašičev nad določeno osnovo. Za vsakega divjega prašiča nad osnovo ženskega spola in pa moškega v prvem letu starosti je 100 evrov. In pa ostale kategorije je po 50 evrov. Nekatere družine tukaj na račun tega, kar lahko dobijo veliko sredstev. Na Zavodu za gozdove Slovenije pa izpostavljajo, da kljub večjemu številu divjadi izplačila odškodnin za kmetijske površine ne naraščajo. Lani so bile odškodnine naslednje. V Posavju 6610 evrov, v Kočevsko-Belokranjskem Luotu 12 000 evrov, in v novomeškem območju 24, skoraj 25 000 evrov. Od tega gre skoraj 3/4 denarja za izplačilo škod v 4 loviščih, ki mejijo s Kočevskim Rogom. Škodo od divjadi na kmetijskih zemljiščih so sicer dolžni plačevati upravljavci lovišč, na nelovnih površinah pa država.